Dobrodošli v današnji oddaji, ki jo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani posvečamo največjemu krščanskemu prazniku, Veliki noči. To je čas, ko se kristjani po vsem svetu spominjamo Kristusovega trpljenja, smrti in vstajenja, temeljne skrivnosti naše vere. Z nami je ljubljanski pomožni škof, profesor dr. Anton Jamnik, ki nam bo s svojo teološko širino in duhovnim uvidom pomagal osvetliti pomen Velike noči, njen razvoj skozi zgodovino in kako jo lahko danes poglobljeno doživljamo kot posamezniki in skupnost. Gospod profesor, lepo pozdravljeni med nami. Pozdravljeni. Gospod profesor, kaj je teološki pomen Velike noči in kako se razlikuje od drugih krščanskih praznikov? Velika noč je največji čudež naše vere, je temeljni praznik krščanske vere. Če gledamo v cerkvenem letu, se pravi adventni čas, pričakovanje Jezusovega rojstva, potem Božič, Jezusovo rojstvo, ki ga imamo zelo radi, predvsem zaradi tega malo bolj romantičnega vidika. Potem imamo postni čas, ko se pripravljamo na veliko noč, ko človek skuša z dobrimi deli, molitvijo, odpovedjo, utrditi svojo voljo za dobro. Je pa velika noč, Kristus je vstal od mrtvih, premagana je smrt, vstajenje je močnejše od smrti, luč je močnejša od teme, življenje je močnejše od vse minljivosti in krhkosti človeškega bivanja. Zato je to temeljni praznik naše vere. Tudi potem vsi prazniki po veliki noči sledijo iz tega. Namreč Jezus, potem je še med učenci, v nebohod, binkošti praznik, ki pomeni razsvetlitev od zgoraj, od Svetega Duha nam je dano, da moramo razumeti tudi bistvo velikonočnih praznikov, ampak velika noč je pa v središču. Če Kristus ni vstal, potem je prazna naša vera, je zapisal apostol Pavel. Ampak Kristus je vstal, naše upanje, veselje, zato smo hvaležni in zato se je vse oblikovalo okrog, tudi občestvo, krščanska skupnost, okrog velikonočnega praznika. Nam lahko še na kratko predstavite simbole, ki jih imamo tukaj na mizi? Ja, glejte, simbolov v velikem tednu, se pravi, ne samo na veliko noč, ampak celotnem velikem tednu je zelo veliko. Že cvetna nedelja, se pravi, oljčne vejice ali pa butare, zelenje, z različnimi simboli ponazarjamo prihod Jezusa Kristusa v Jeruzalem. Vsi so ga pozdravljali in zato je to ena lepa simbolika. Že tukaj so čudoviti simboli, ki so predvsem povezani z blagoslovom velikonočnih jedi na Veliko soboto, velikonočno jagnje, se pravi jagnje, ki spominja na jagnje pri obhajanju judovske Paske. Jezus je pa velikonočno jagnje, ki je vstal od mrtvih. On se nam je v Euharistiji daje kot hrana za življenje, zdravilo, nesmrtnosti. Potem pirhi ponazarjajo Kristusovo kri, rano, trpljenje, krona, ponazarja, Jezus je bil s trnim kronom, potem hren, pa še veliko drugih simbolov je v samem blagoslovu jedil, pa tudi, če gledamo še druge dneve, veliki petek, češčenje križa, odkrivanje križa. Jezus je naše odrešenje, je naše upanje. Na križu umre za nas, da bi mi živeli. Jezus stopa v največje temine, v največje skrivnosti človeškega življenja, greh, smrt, kar je največja uganka in največja težava sodobnega človeka. Ampak tukaj vstopa, da prikaže upanje. Križ kaže že na zarjo velikonočnega jutra. Potem je simbolika Velike sobote, Jezus v grobu. Nekateri imajo že v petek ječo, prav simbol ječe v cerkvi postavijo po nekaterih župnijah. Božji grob je pa nekaj neverjetnega, posebej v slovenskem prostoru tudi. Jezus je v grobu, hkrati pa češčenje Euharistije, celo soboto navadno po župnijah. Torej ponazarja, Jezus je v grobu, ampak nisi umrl, Jezus Kristus, z nami si, v Euharistiji si izpolnil obljubo. Jaz sem z vami vse dni do konca sveta.
Potem pa čudovita simbolika velike noči, velikonočna sveča. Kristusova luč, duhovnik zapoje 3-krat in se prižgejo tudi luči po cerkvi in na ta način pokažejo, svetloba je zmagala nad vsako temino življenja. Ponazarja ostalega Kristusa. Zato velikonočna sveča pomeni en tak čudovit simbol, pa hvalnica sveči, ki povzame pravzaprav glavno temeljno sporočilo velikonočnega praznika. Kako se pa je praznovanje praznika skozi zgodovino spreminjalo? Ja, gledajte, vsaka nedelja je pravzaprav mala velika noč. Vsako nedeljo so obhajali Kristusovo vstajenje, tudi danes še pri sveti maši, ko molimo evharistično molitev, poudarimo na dan, ko je Kristus vstal od mrtvih. Tudi v postnem času nedelje niso vključene v 40-dnevni postni čas, so posebej, ker ponazarja tudi v postnem času posebej poudarimo Jezusovo vstajenje. Da veliko noč obhajamo prav po prvi pomladanski luni, je uzakonil Nicejski koncil leta 325, 1700-letnico tega velikega koncila obhajamo. Potem pa se je seveda v zgodovini cerkve razvijala tudi tradicija v različnih delih sveta, ampak jedro pa ostaja v velikem tednu, od cvetne nedelje do velike noči. Ta simbolika in pričakovanje, vse je usmerjeno v ta glavni temeljni praznik vstajenja Jezusa Kristusa. Veliki četrtek, obhajanje Evharistije, potem dopoldne se obhaja na veliki četrtek tako imenovana krizmena maša po stolnicah, ko se blagoslovi bolniško olje, krstno olje, posveti sveto krizmo, s katero so potem bermanci mazirjeni, duhovniki mazirjeni. Potem je zapoved ljubezni, obhajanje svete maše, posebej še slovesno zvečer. Veliki petek ima tudi po svetu in pri nas eno močno sporočilo. Edini dan v letu, ko ni svete maše, čaščenje križa pomeni, križ je naše upanje, je odrešenje. Jezus stopa v največjo bolečino človeškega življenja, bolečino slovesa smrti, ampak tukaj se odpira upanje in že kaže potem na veliko noč. Gospod Feso, še kot zadnje vprašanje danes, kako lahko danes kot kristjani poglobimo osebno doživljanje velikega tedna in velike noči? Ja, glede, letos obhajamo veliko noč v svetem letu, ko smo romarji upanja, ko je posebej poudarjeno, da hodimo drug z drugim, z roko v roki, v občestvu, kot prijatelji. Ob veliki noči, pa tudi drugače, se večkrat spomnim besed Dostojevskega, ko čisto na koncu svojega romana Bratje Karamazovi se sprašuje o življenju, smrti, ali bomo ostali ali ne. Je človek samo en kupček materije, kot je zapisal en študent? Ne, pa rekel, nisem, pa sončke narisal. Ne, želim, da živim, moji dragi, moja stara mama je v večnosti, rad bi jo srečal. In Dostojevski napiše na koncu romana, ja, vstali bomo, živeli bomo in nekoč se bomo srečali in večno se bomo držali za roke, o kako lepo bo. In večno se bomo držali za roke, o kako lepo bo. Ta poudarek se mi zdi tako ključen tudi za naše pričevanje velike noči. Pomeni, da se držimo za roke, da nam je mar za bližnje, da smo blizu človeku, mu prisluhnemo, posebej tistemu, ki je v najtežjem položaju, stiski, trpljenju, bolečini, razočaranju, dvomu. In da res, ko občestvo, ko hodimo z drugim, takrat smo močni, trdni in predvsem, da to upanje prinašamo v vsakdanje življenje. Pa ne bo to na faksu, v šoli, doma, kjerkoli smo, da se čuti, da smo zares velikonočni kristjani, da to ni samo neka teoretična resnica, ampak da je to naš način življenja. Zato se mi zdi, da je to pričevanje tega vstajenskega veselja, upanja v vsakdanje življenje še kako potrebujemo.
preganjati treba neko malodušje, strahove, negotovosti. Jezus je tukaj z nami, stali Kristus nam daje upanje in mi kot kristjani smo pa k temu poklicani, da to veselje in upanje prinašamo v čisto konkretno okolje, kjer živimo. Gospod profesor, jaz se vam lepo zahvaljujem, da ste bili danes z nami in za zelo srčen zaključek poln upanja. Tudi vam in blagoslovljeno in veselo veliko noč želim vsem skupaj. Z današnjo oddajo smo se dotaknili globokih skrivnosti velike noči, praznika, ki v sebi nosi srčiko krščanske vere. Zmago življenja nad smrtjo, upanja nad obupom in ljubezni nad grehom. Hvaležni smo škofu Antonu Jamniku za modrost in navdih, ki nam ga je podal, in upamo, da ste v njegovih besedah našli tudi spodbudo za osebno duhovno rast in poglobljeno praznovanje velikega tedna. Hvala, ker ste bili z nami, želimo vam blagoslovljeno veliko noč.